Najprej vsem en lep pozdrav. Jaz bom poskušal današnjo temo osvetliti z ene druge plati. Mogoče se bom navezal tudi na predavanje gospe Ulčnik Krump prej. Predvsem v zvezi s tem, kako to plastiko vključiti v naš trenutni način ravnanja z odpadki. Zdaj, če začnem, kar vidimo tukaj, je v bistvu nek način ravnanja z odpadki, ki je bil včasih aktualen pri nas, je pa v veliki meri aktualen po celem svetu, ker reciklaža in naprave za ravnanje z odpadki so predvsem taka stvar razvitega sveta. V osnovi so odpadki bili vedno v večini kot mešani odpadki, ki smo jih odložili na odlagališču. Bile so še neke manjše frakcije, ki se jih je vedno začelo zbirati ločeno, recimo predvsem kovine, papir, to smo še pri nas delali včasih in to se je recikliralo, vendar to je bilo v procentu zelo malo. V tem smislu smo pa gledali tudi kot na nek način, da je največji problem tu odlagališče, in v tem na odlagališču je predvsem problem, da mi na nek način škodujemo okolju. Okolju škodujemo tako, da spuščamo toplogredne pline, okolju škodujemo tako, da v bistvu pridejo nevarne stvari v vode in onesnažujejo vode preko izcednih vod in posredno tudi onesnažujemo tla. Zdaj, biorazgradljivi, vse to na nek način izvira v nekaterih tipih odpadkov, ki smo jih mi tradicionalno odlagali na odlagališča. Konkretno, biorazgradljivi odpadki so bili vir toplogrednih plinov. In to je bil ena velika stvar, ki jo je bilo potrebno urediti. Po drugi strani smo pa odlagali veliko plastike in drugih materialov, ki so se na ta način tudi izgubili iz našega kroga, iz krožne zanke in smo izgubljali materiale. In v osnovi je potem se začela neka strategija, ki smo jo pač mi povzeli po evropskih strategijah, ta piramida, ki jo vsi poznamo, preprečevanje, ponovna uporaba, reciklaža, energetska predelava in šele na koncu odlaganje. Končni cilj torej je, da bomo zmanjšali toplogredne pline, da bomo zmanjšali porabo naravnih virov. Mi smo podjetje Symbio d.o.o., mi smo javno podjetje, izvajamo javno službo zbiranja odpadkov v 12 občinah, hkrati smo pa upravljavec regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje. Mi smo v bistvu del celotne zgodbe ravnanja z odpadki in na nek način vsi problemi te zgodbe se nekako grejo preko nas in v bistvu vseh upravljavcev teh centrov. To je naš center. Zdaj, če pogledamo naš koncept, kot je zastavljen trenutno v slovenski zakonodaji. Torej, če se omejimo na odpadke iz gospodinjstva, na desni, najprej ločeno zberemo biorazgradljive odpadke. In namen je, da v bistvu te odpadke ločeno predelamo, jih skompostiramo in ponovno uporabimo kot gnojilo. To je neke vrste reciklaža, zato je tukaj pač kot reciklaža. In mi imamo kompostarno, ki to dela.
Potem imamo druge frakcije. Te frakcije nimajo nič zveze z našim centrom, gre pa za to, da so to frakcije, ki jih zbere zbiralec ločeno in jih potem da v razne tipe predelave. Potem imamo pa dve skupini odpadkov, ki so pa tu zato ločene, predvsem zato, ker imamo mi tak sistem. Mi imamo sistem podaljšanja odgovornosti proizvajalcev in smo dolžni embalažo zbirati ločeno. Naš rumen zabojnik vsebuje embalažo in ta embalaža gre preko mehanskega sortiranja in rezultat tega mehanskega sortiranja naj bi bili materiali, ki se ponovno reciklirajo. Tu sta dve puščice narisane. Del gre v reciklažo, del gre v sežig. To je v bistvu realnost, ker tu govorimo o razmerju 50-50. Vsaj 50% embalaže, ki jo mi ločeno zberemo, v rumenem zabojniku bo šlo v sežig. Razlog za to je, ker v teh 50% govorimo o raznih materialih, ki so sicer embalaža, to pa niso pa tržno zanimivi. Hkrati je tukaj ogromno nekih nečistoč in v bistvu to je rezultat in to je v bistvu sistem, kot funkcionira danes. Če bi mi želeli te procente recikliranja zvišati, bi morali vlagati ogromne, mislim, ni ekonomično, v glavnem. Zadnja skupina odpadkov je pa preostanek odpadkov. To so pa odpadki, ki vsebujejo vse možne materiale, ki naj ne bi vsebovali embalaže in naj ne bi vsebovali vseh teh frakcij, ki so tu. V resnici še veliko teh frakcij vsebujejo, je pa res, da vsebujejo tudi frakcije, ki bi lahko bile tudi tu, pa jih zaradi načina zbiranja zbiramo tu. Recimo plastična igrača dejansko po našem sistemu zbiranja ne sodi med embalažo, ker to ni embalaža, je pa plastika. In bo šla čez postopek obdelave kot v celi skupini preostanka odpadkov. V tej obdelavi, to je pri nas mehansko-biološka obdelava, se predvsem ločita dve frakcije. Ena frakcija, ki gre na sežig in druga frakcija, ki gre na odlaganje. In na ta način imamo mi v bistvu rešen celoten sistem in rešeni glavni poglavitni problemi, ki sem jih izpostavil na začetku. Mi smo v bistvu z temi tokovi zagotovili, smo naredili en velik korak naprej. Zdaj pa, ta sistem ni popoln, je pa za trenutne razpoložljive kapacitete, ki jih imamo, trenutno najboljši. Se moramo pa vprašati o današnji temi, o bioplastiki, kako ta bioplastika paše v naš sistem zbiranja. Zdaj, kot smo tudi rekli, da obstaja več tipov, o katerih se danes pogovarjamo, lahko začnemo najprej pri bioosnovani plastiki. Govorimo o materialih, ki so popolnoma identični materialov, ki so narejeni iz nafte, potem je pot teh izdelkov popolnoma enaka. In v bistvu v našem sistemu smo v bistvu pridobili samo na začetku. Sem tu narisal tak plusek. Prednost bioosnovane plastike pred navadno plastiko, torej če v primeru, da gre za isti material, je v bistvu to, da mi ne porabljamo nafte,
ampak uporabljamo druge vire. To bi bil en vidik. Če govorimo o biorazgradljivi plastiki, zdaj pa ta plastika, ki načeloma, ker bom tisto posebej rekel, biorazgradljiva plastika tista, ki se sicer razgradi, vendar se ne razgradi tako, da bi bila primerna za kompostiranje. Tudi s to plastiko na nek način nismo veliko naredili v tem našem sistemu. Ta plastika bo, tako kot ostale plastike, delno šla preko preostanka odpadkov, delno prek embalaže, v primeru, da bo šlo za embalažo. Vendar pri sortiranju te plastike sigurno ne bomo dali v reciklažo, zato ker ti neki materiali v bistvu zaenkrat še niso tržno zanimivi. Tako da na koncu bomo še vedno prišli v sežig in odlaganje. Lahko bi rekli, da bo nekaj pozitivnega učinka za okolje pri odlaganju, zato ker se bo ta plastika prerazgradila na odlagališču. Nekaj pozitivnega učinka je pa treba povedati, da če pa mi ne bi imeli tega sistema, bi pa to sigurno bolje doprineslo, torej če bi vse odpadke dali na odlagališče, bi ta plastika bolj doprimogla k okolju, kot pa v našem sistemu. Tale skupina razgradljiva plastika sem jo zato vključil, samo zato za primerjavo, ker pač ni biorazgradljiva. Predstavlja pa še večji problem za okolje. Ta plastika se mi zdi pa še bolj problematična, ker to smo rekli, to je plastika, ki se ne bo razgradila do konca, ampak bo razpadla na koščke. To pa v bistvu za predelovalce mehanskega sortiranja predstavlja še večji problem. Na koncu bojo na odlagališču namesto pač večjih kosov, bojo mogoče manjši kosi in to v bistvu, če bo izcedna voda nekako prišla do reke, se bo pač več mikroplastike nabiralo tam. Naslednja skupina je pa kompostabilna plastika. Zdaj, tukaj pa jaz vidim eno priložnost, da nekaj naredimo za okolje. In ta kompostabilna plastika bi pa v vsakem primeru mogla iti v tem toku, torej v kompostiranje. Tukaj bi nekaj naredili za okolje, vendar še vedno sem pa tu dodal en vprašaj, ker kot predelovalci kompostiranja vidimo tukaj ogromno problemov. Že prej je bilo izpostavljen problem zmede pri potrošnikih, če bomo kar naenkrat dovolili neko plastiko metati med biološke odpadke, bo ena velika zmeda. Druga zadeva pa je, da kljub temu, da je plastika kompostabilna, to še vse ne pomeni, da nam pri kompostiranju ne bo povzročala težav. Kompostiranje je drago, vsak teden, ko kompost odleži v postopku, vsak dodaten teden povzroča stroške. In če imamo mi kar naenkrat v masnem toku ene odpadke, ki se razgradijo v idealnih pogojih v 3 mesecih, to za nas, predelovalce, to za nas, ki upravljamo kompostarne, ni sprejemljivo, ker to je prepočas. Dejansko se eni odpadki razgradijo lahko v 2 mesecih, les rabi nekaj časa, vendar les vračamo nazaj v sistem. Če bomo pa imeli naenkrat ene odpadke, ki se nam bo to spremenil sistem, v neki meri nam lahko tudi onemogoči kompostiranje ali pa povzroči stroške. Zdaj, jaz
v tej predstavitvi nisem nobenih rešitev podal, ne. Jaz sem v bistvu sam izpostavil probleme. Ti problemi se nam takoj porodijo, nam upravljavcem, takoj, ko pač se želi nekaj spremeniti, ko se želi spremeniti sistem, in vse te vidike je potrebno zelo dobro premisliti in zasnovati koncept, ki bo deloval in bo na koncu v seštevku doprinesel nekaj k okolju. No, to bi bilo z moje strani. Hvala.